Zdaj smo že verjetno navajeni, da se na četrtke v postu vedno ustavljamo ob evangeljskih odlomkih nedelje, ki je pred nami. Prihodna nedelja je cvetna nedelja in na cvetno nedeljo vedno prebiramo pasijon, zgodbo o Jezusovem trpljenju. Letos bomo poslušali Lukov evangelij, ki nam med ostalim pripovedovanjem nekako prinese tudi tri osebe ali pa tri vrste, tri skupine oseb, v katerih lahko tako ali pa drugače prepoznamo tudi naše drže ali pa naše načine srečevanja z Jezusom. Tri načine, da se človek sreča s Sinom človekovim. Najprej je Simon iz Cirene, ki pomaga Jezusu nositi križ, potem so jeruzalemske žene, ki Jezusa oblikujejo, pa jih Jezus tolaži, in potem na koncu sta še dva razbojnika, ki sta križana skupaj z Jezusom. Jaz vas povabim, da se danes ustavimo samo ob enem, da se danes ustavimo samo ob obliku Simona iz Cirene. Lahko bi rekli, da je Simon iz Cirene na nek način nam kaže, je lik pravega učenca. Pa bom skušal razložiti, v čem je Simon iz Cirene pravi učenec, v čem je lahko tudi naš vzor. Če si predstavljamo dogajanje v Jeruzalemu na ta petek, vse, kar se dogaja okrog Jezusa in potem teh dveh, tudi ki sta z njim križana, vso to dogajanje, križev pot, potem je Simon zagotovo oseba, ki bi ne mogla biti bolj oddaljena od vsega tega dogajanja. On je tujec, doma je iz Cirene, današnja Libija, se pravi Afričan, prihaja s polja, nič nima s tem dogajanjem, nič nima z Jezusom, nič nima z ostalima dvema razbojnikoma in tudi nekako nič noče imeti z ničemer od tega. In zdaj tu, po nekem naključju, postane glavni junak, postane protagonist tega dogajanja. Ob vseh ljudeh v tej množici, ki spremljajo ta križev pot, naključje najde ravno njega. Ravno njega potegnejo te rimski vojaki, da pomaga temu na smrt obsojenemu nositi križ. Morda tudi zato, ker je sam Simon tudi en revež, en tujec, nekdo, za katerega je že vnaprej jasno, da se ne bo upiral, vsaj ne veliko, ker mu je jasno, če se bo upiral, se lahko zanj konča še slabše, kot to, da pač enemu na smrt obsojenemu pomaga nositi križ. Križ, kot da ga mora vedno nositi en revež, kot da ga mora vedno nositi en ubogi Kristus. In tako kot Kristusa, tudi zdaj Simon, ki Kristusa nadomešča, ne nosi svojega križa. Kot Jezus naroča učencem, ko pravi, vzemite svoj križ na svoje rane, hodite za menoj, ampak tako Simon kot Kristus nosi ta križ nekoga drugega. Kristus nosi naš križ, križ naših grehov, in Simon zdaj nosi Kristusov križ. In v tem smislu Kristus je Simon in Simon je Kristus. Razlika med njima je ta, da to, kar Simon počne pod prisilo, Kristus počne prostovoljno. Božji darovi so pogosto narejeni tako, da so sestavljeni iz naključij, morda bi dali ta naključje tudi pod narekovaj, ki podirajo naše načrte, ki podirajo naše pričakovanja. In mi se pritožujemo in mi se upiramo in tam, kjer je za nas najtežje, tam nas ponavadi čaka največji dar. Spet se lahko predstavljamo tega Simona, ki se utrujen vrača s polja, cel teden je garal, že pričakuje sobotni počitek, pričakuje obisk shodnice in zdaj on tukaj
mora nositi ta križ, ne kriv, ne dolžen. Pa ne samo to, s tem, ko nosi križ obsojenca na smrt, na nek način tudi obredno, on postane nečist. In na sobotni dan Simon ne bo mogel v shodnico. Na nek način se zdi vse skupaj eno samo prekletstvo, ena sama teža, eno samo breme. In vendar mu je dan največji možni dar. Simon pomaga Bogu nositi križ ljubezni. Tisti križ, ki kaže ljubezen, ki jo ima Bog do sveta. Tudi ime Simon na nek način spominja še na enega drugega Simona, na Simona Petra. Vsi vemo, kako se je Simon Peter, predno se začne Jezusovo trpljenje, pri zadnji večerji pridušal, da on je tisti, ki bo ostal z Jezusom, da on je tisti, ki ga ne bo zapustil in če je potrebno, bo tudi umrl z Jezusom, pa Simon Peter potem tega ne zmore. Tu imamo pa zdaj Simona iz Cirene, ki vsega tega, kar Simon Peter ve, Simon iz Cirene ne ve, ampak je izbran in mora nositi križ za Kristusom. Kot da se ponavljajo ali pa kot da se zopet slišijo Jezusove besede, niste vi mene izbrali, ampak sem jaz vas izbral. Ne izbiramo mi in pogosto Božje izbire tudi ne razumemo, pogosto jo zavračamo, tudi nagonsko, in vendar vemo, da tudi Simon Peter nekoč kasneje postane učenec. Postane tisti, ki razume, da je postavljen v položaj Simona iz Cirene, ker Jezus mu obljubi, ko pride tvoj čas in pride ta čas, ko te bodo drugi peljali tja, kamor nočeš. S tem mu napoveže smrt, s kakšno smrtjo bo umrl, in Simon Peter tudi postane Simon iz Cirene. Se pusti peljati tja, kamor noče. Simonu, kot pravi evangelij, križ položijo na rame, skoraj kot da mu ga oblečejo. Kot rečeno, Jezus nosi ta križ prostovoljno iz ljubezni, a na Simonu je pa na nek način naložen. Lahko v tem vidimo en dar, lahko v tem vidimo eno milost, lahko pa Simon tudi pač vse skupaj sprejme kot dar, kot en blagoslov, lahko pa Simon tudi vse skupaj zavrne in prekovne. In verjetno se lahko predstavljamo, da od začetka, vsaj v začetku, Simonu iz Cirene, ta naložen križ, s katerim on nima nič, je predvsem breme, ampak kasneje pa lahko upamo, da je razumel, kaj pomeni nositi križ za Jezusom. V resnici, in s tem zaključim, je Simon pravi učenec zato, ker nosi Jezusov križ. In Jezusov križ v resnici ni Jezusov. To je naš križ, ki se ga je Jezus prostovoljno naložil na rame. In ta križ čaka na nas, ki smo bolj podobni razbojnikoma, kot pa smo podobni Kristusu. Čaka na nas, ne na njega, ki je pravičen. Ampak ko si naložimo svoj križ, nosimo v resnici svoj križ. In ko si naložimo svojega, v resnici nosimo tudi že njegovega. Jezusov križ pa ni več znamenje trpljenja, ni več znamenje prekletstva, ampak je za nas že znamenje večne slave, je znamenje zmagoslavja. Pa naj nam ta preostanek postnega časa pomaga tudi poglobiti še to skrivnost in tudi nam rast v tej skrivnosti nošnje našega križa za Kristusom.